Lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lili Sorum. Tokrat se bomo pogovarjali o preostanku leta. 1, 2, 3 bo šlo mimo, vem, veseli december že trka na vrata, ampak letošnje leto je zelo pomembno, zato se mi zdi zelo pomembno tudi, da mu namenimo še nekaj besed. Torej, ponavljam, da zdaj pa po moje znajo tudi že ptički na veji začivkati, tudi tisti, ki so samo mimohodni, mimobežni, mimo leteči v bolj tople kraje. Torej, verjamem, da vsi vemo, da je leto osebnostne rasti, duhovne rasti, globalna zavest se spreminja. Seveda to včasih ne gre na najlepši način, seveda to včasih ne gre na najbolj miren način. Velikokrat potrebujemo triggerje, velikokrat potrebujemo nekaj slabega, da dojamemo, da morda dojamemo, da nam ni tako zelo hudo, in če kar s tem pričnimo, pa nočem nabijati občutke krivde, ampak jaz sem kar hvaležna, da sem tukaj doma in ne nekje, kjer nad glavo letijo bombe, nekje, kjer ni pitne vode, nekje, kjer je zelo malo hrane in tako naprej in tako naprej. Torej smo vseeno na območju, ki nam dovoljuje delati na sebi, ki nam omogoča biti varni, ki nam omogoča v veliki meri biti mi. In velikokrat, največkrat, ko smo v coni udobja, nam je pač udobno, nam ni tako zelo hudo in tako naprej, imamo kopico izgovorov, ali pa se nam zdi, da smo že veliko na sebi naredili, v kar ne dvomim, ampak vseeno, saj veste, lahko naredimo več. Torej, če je letošnje leto razkrivanje resnice, če je namenjeno raziskovanju sebe, me zanima v teh 10, 11 mesecih, kaj ste odkrili o sebi? Kaj bi dejali, da je tisto, kar je ključnega pomena, da ste o sebi ozavestili, da ste morda pozdravili? In ko govorimo o zdravljenju, mislim, da je zelo pomembno tudi, da se zavedamo, da ni vedno potrebno stvari neštetokrat podoživljati, neštetokrat dvigovati na površje, neštetokrat ozaveščati. Zdravljenje ne pomeni, da moramo živeti z bolečino v bolečini. Zdravljenje pomeni, da jo ozavestimo, da jo želimo zdraviti. Se pravi, ko imamo polomljeno kost, je ne bomo lovili vedno znova samo zato, da bi videli, koliko se je zarasla. Velikokrat pa ravno to počnemo. Če pogledamo naše odnose, vemo, da je šlo v franže z osebo A, pa najdemo podobno osebo B. Pa potem pri neki osebi F smo že tako jezni nase, da kako spet, pa spet smo najdeli nekoga, pa pritegnili nekoga, ki morda ni najboljši. Torej, kaj je tisto prvo, kar nas pritegne k tem osebam? Ne bo doživljati razočaranja, ne bo doživljati jeze, ne bo doživljati stvari, ki so vas zabolele. Ampak pejte še malo bolj nazaj. Kaj je bilo tisto, kar vas je pritegnilo? Je bil nekdo duhovit? Je bil nekdo razgledan, nekdo, s komer ste se lahko menili, pogovarjali? Je izgledalo, kot da ima zelo veliko potenciala? Je ta oseba delovala kot vam pisana na kožo? Kako zelo ste se bili podobni s to osebo? Tukaj zdaj lahko govorimo o partnerskih, prijateljskih in poslovnih odnosih. Verjemite, mene so v zadnjem letu in pol tako zelo peljali na limance, da se tudi jaz sprašujem, kaj mi ni bilo jasno. Torej, dragi moji, zdaj pa vprašam vas, kaj vam ni bilo jasno? A veste, tako bom rekla, osnovna definicija narcizma, ljudi, ki znajo manipulirati, ljudi, ki so ljudi, ki so čustveni vampirji, je to, da znajo izvrstno igrati. In zakaj jim verjamemo? Zakaj so tako izvrstni v svoji igri? Ker sami sebi verjamejo. O tem sem v svojih oddajah velikokrat govorila. Se pravi, ni vaša krivda, da vam je nekdo lagal. Ni vaša krivda, da vas je nekdo pretental. Zdaj pa pojdimo nazaj pogledati, kaj so bile tiste prve stvari. Kaj je bilo tisto, kar je bilo prvo, kar nam je padlo v uč. Kaj je bilo tisto, česar smo si pravzaprav želeli. In zdaj tisto neprijetno vprašanje, kaj, dragi moji, si res tega ne moramo dati sami? Ja, včasih ne. Včasih govorimo o avtomehaniku. Včasih govorimo o nekomu, ki ne bi bil strokovnjak tega, kar počne. Vsaj v mojem primeru je bilo to tako. Včasih govorimo o ljudeh, ki se do drugih obnašajo drugače kot do nas. Torej, znova, prvi korak je, da ozavestimo, da ni naša krivda, da nam je nekdo lagal, da je nekdo želel manipulirati z nami,
Da pa je seveda dobrodošlo prepoznati vzorce, ki vedno peljejo nazaj k zdravi ljubezni do sebe ali primanjkljaju zdrave ljubezni do sebe. Torej, kaj so bili tisti prvi opozorilni znaki? Prvikrat, ko nekaj ni štimalo, prvikrat, ko se vam je zdelo, in kako ste se takrat odzvali? To je nauk. Tu leži zdravljenje. Ko znamo ozavestiti, kaj je tisto, kar nas je pritegnilo, kaj je tisto, kar potrebujemo, kaj je tisto, kar nas je morda celo navdušilo, pa tudi, če govorimo o tem, da smo kupili čevlje, ki jih morda nismo rabili. In kaj je bilo tisto, s čimer smo mi sebe prepričali prvič, ko se nam je zdelo, da je nekaj mutno? Kaj je bilo tisto, kar smo si prvič povedali? Saj ni tako hudo. Vse ima neko logično razlago in vsi ti ljudje imajo zelo logične razlage. To je nekaj neverjetnega, a ne? Torej, če bi nekako na kratko strnila, da se ne bomo predolgo časa zadrževali pri temu, prvič, ko imate občutek, kdo je tukaj nor, prvič, ko imate občutek, zraven sem bila, temu ni bilo tako, prvič, ko se to zgodi, ste pred izbiro. Ali boste hodili po tej poti naprej, koliko potrditev še potrebujete, preden boste rekli, ok, ta pot ne vodi več nikamor, oziroma kdaj boste rekli, tole mi je zelo poznano, tole se verjetno ne bo končalo dobro, bye bye. In tukaj pa seveda leži druga past zgodbe, velikokrat potem takoj, ko se nam zgodi nekaj lepega, če smo navajeni na slabo, če smo navajeni na zlorabe, na to, da nas nekdo ni imel rad tako, kot bi si mi želeli. In tukaj seveda, mnogokrat, prevečkrat leži to v odnosu do naših staršev, v odnosu do naših bratov, sester, se pravi, tisti prvi odnosi, ki so nas zelo definirali, kaj naj bi ta ljubezen bila. Se pravi, ne bežati stran pred tistim, kar je morda samo nepoznano in nelagodno, čeprav dobro. Velikokrat, neko splošno prepričanje je, da pa ženske, ki izvirajo iz doma, kjer je bil oče nasilen, prikličejo oziroma izberejo partnerja, ki je podobno nasilen. Zato, ker je njihova definicija izkazovanja ljubezni, komuniciranja najbolj intenzivnih čustev ravno agresija. Podobno velja za varanje, podobno velja za marsikaj. Se pravi, kaj če bi zdaj se usedli in resnično z odraslimi, pa ne bom rekla samo z odraslimi, ampak z očmi terapevta, z očmi najboljšega prijatelja, si ogledali odnos naših staršev med njima, si ogledali odnos naših staršev do nas, naših staršev do naših bratov, do naših sester, sestričen, bratrancev, sosedovih otrok. In če bi se mi pomenili z našimi starši, kaj bi nam oni rekli, kako oni doživljajo njihov odnos do nas in kakšna je ta razlika do tega, kako smo ga doživljali mi. Nočem reči, da so vaši starši grozni, nočem reči, da so slabi, nočem reči, da so vsega krivi. Hočem pa povedati, da tisti prvi utrinki našega življenja, prvi spomini so definirali, kako kasneje v življenju mi definiramo stvari. Se pravi, če gremo zdaj nazaj, pa hočemo narediti seminarsko nalogo odnosa naših staršev, kaj bi ta seminarska naloga vsebovala? Se pravi, če bi danes z odraslimi očmi rekli, moja mama je ljubezen do mojega očeta izkazovala tako in tako. Mojemu očetu je pokazala, da je jezna tako in tako. Ko je bila res togodna na mojega očeta in ko je razmišljala o tem, da bi morda zakon končala, se je obnašala tako in tako. Moj oče je ljubezen do moje mame izkazoval tako pa tako. Kadar je bil jezen na njo, je to kazal tako pa tako. Kadar je bil preplašen, je to kazal tako pa tako. Ko je imel vsega dovolj, je to pokazal tako pa tako. Kaj so ti opisi? Bomo ugotovili, da velikokrat smo mi nek miks teh odnosov, teh načinov komuniciranja. In letošnje leto je pomembno zato, ker je to pritegnilo na plano. Ampak seveda, ker življenje ima bujno domišljijo in absolutno smisel za humor, se velikokrat to izraža v odnosih, ne vem, s poštarjem, s prodajalko, z nekom, ki vam ni tako zelo pomemben. Se pravi, z nekom, ki je dejansko samo akter v vašem življenju. In komu ste vi akter? Komu ste pa vi morda postavili ogledalo? Komu ste pa mi morda stopili na živc? Koga ste vi morda pojezili, prizadeli, od koga ste se morda odmaknili, od koga ste morda bili deležni reakcije, ki je bila močno neupravičena z vašega stališča.
Vsi letos predelujemo podzavestno vzorce, seveda bomo vsi letos včasih preveč občutljivi, včasih razdražljivi, včasih nam bo pa enostavno že skoraj da vse eno. In vse to je prav, vse to so naši odzivi. In pred nami je november, ki je mojstrski mesec. Mesec, ki pomaga nam znotraj sebe prebuditi mojstra, prebuditi neko bolj zrelo osebo. In to zveni zelo tako tečno, pa nedosegljivo, pa težko dosegljivo, pa tam nekje izven nas. Se pravi, dajmo se tukaj spomniti, da vse že ste. Tisti malo bolj nezreli otroček, ki se je po tleh metal, ki je trmo kuhal, ki je mulo kuhal. Tista oseba, ki je sem, pa ki je mogoče malo flirtala, bila malo bolj prijazna, malo preračunljiva. Tista oseba, ki je ranljiva, ki je preplašena, ki morda se ne počuti dovolj varne, dovolj močne, dovolj sposobne, dovolj karkoli že, da bi posegla po svojem polnem potencialu. In v svoj polni potencial. Kolikokrat se ujamemo v odnosih z nekom, ki ima ful potenciala, z nekom, s komer smo se imeli ful lepo in ima tudi ta odnos ful potenciala. Veste, kolikokrat to slišim od vas. Ampak na začetku sva se imela pa tako lepo. Pa tako lepo bi se lahko imela. Res je. Ampak tukaj sedaj je mogoče realnost drugačna. In letošnje leto pravzaprav ni kozarec čistega vina, je bolj sod čistega vina. Torej, tisti, ki pridete k meni na svetovanje, veste, da jaz ne olepšujem stvari, veste, da sem zelo direktna, veste, da sem včasih tudi zelo iskrena po temu, kar vidim v številkah in da vas včasih vprašam tudi stvari, ki vam mogoče niso všeč. Se pravi, to je ta trenutek tukaj in sedaj. Dragi moji, ali je možno, da v nekih odnosih, nekih situacijah se naslanjate na to, kar bi lahko bilo, kar ne rečem, da ne bo, ali pa da ni možno, na nekaj, kar je bilo, pa ni več? Ali mogoče ste vi tisti, ki vidite ta potencial in vam ga ta oseba obljubi, takrat, ko ji prav pride, takrat, ko se želi, da bi ji nehali težiti, takrat, ko se zdi, da ste ji prišli preblizu, takrat, ko se zdi, da je vsega preveč. Se pravi, v katerih odnosih, kar so lahko tudi prijateljski odnosi ali pa v odnosih dostavne službe, ste malo na stranskem tiru in ste pomembni le takrat, ko res usekate po mizi. In če zdaj obrnemo zgodbo, ko imamo nekoga radi, ko smo na frišno zaljubljeni, ko želimo tej osebi ustreči, nas zanima, kaj je tej osebi všeč, kaj jo usrečuje in še več. Mi želimo biti tisti, ki bi tej osebi to srečo prinesli. Tako kot novorojenčku želimo podariti vso srečo sveta, vso zdravje sveta, najlepše igračke, najboljše pleničke, ko beremo, kaj je najbolj zdravo. Podobno naj bi osebe v našem življenju, ki trdijo, da so naši prijatelji, ki trdijo, da so naši partnerji, da so ljubezen našega življenja počeli. In vam povem en primer iz svojega življenja. Mojca, moja ful dobra prijateljica, nje nikoli niso kaj dosti zanimali Indijanci. Hribovka, zelo povezana z naravo, s kristali, ženska res z nogami na tleh. In pridem enkrat k njej in v glavnem rabila sem nek svinčnik papir, in najdem plonkič vseh plemenskih skupin plemena Lakota. Mi jih poznamo kot Sevk, ki jih je 7. Pripisovala si je njihove nazive, zato ker je bilo to meni pomembno. Verjamem, da jih danes ne ve več, ampak meni je bila ta gesta tako nepojmljivo dragocena. In še danes zna Lakota pozdrav in še danes včasih reče maj pitakanki, kar pomeni v kičuji, kje si. To je tisto, kar gradi kvalitetne odnose. To je tisto, kar pokaže drugi osebi, da nam je mar. In zdaj, dragi moji, koliko takih oseb imate v svojem življenju? Katere osebe so morda nekoč bile take, pa so potem malo zaspane? In seveda, kolikim osebam ste vi takšni? Če govorimo o tem, kako izkoristiti letošnje leto, energijo novembra, energijo decembra, je prepoznavanje trenutnega stanja odnosa. Kar ne pomeni, da boste šli zdaj celi oboroženi z novim setom očitkov, zahtev, pričakovanj. Ne.
Pomeni, da se boste mogoče s to osebo pomenili, da boste povedali jasno, kaj so vaše potrebe. In če imate na drugi strani osebe, ki jih disa po domače povedano, se pravi, vam daje vedeti, da vaše potrebe, vaše želje niso pomembne, so neprimerne, so za njih, najlažje reči tak pač sem. To je daleč najlažje reči. In v tem primeru, drage moje, imate popolnoma isto pravico reči, tak pač sem, potrebujem več pozornosti, potrebujem več ljubezni, potrebujem nekoga, ki ga dejansko zanima, kdo jaz sem, potrebujem nekoga, ki mu je dejansko mar. Ne samo takrat, ko se pride pocrtlat, ne samo takrat, ko je treba iti v trgovino kupiti novo torbico, da bomo fair do obeh spolov. Torej, dragi moji, moje vprašanje vam pravzaprav je, ali vse to, kar potrebujete v odnosu, znate dati sami sebi? Ali znate biti z enako mero radovedni, kaj je vam pomembno, kaj je za vas dobro, kaj vi potrebujete, na kakšen način vi komunicirate, kajti velikokrat to, česar si želimo od drugih, sebi ne znamo dati. In edini dvogovor, ki je res 24/7 prisoten, je naš notranji dvogovor. Se pravi, ali ni morda krivično pričakovati od nekoga drugega, da je do nas spoštljiv, medtem ko mi sami nismo? Ali ni morda krivično od nekoga drugega pričakovati, da verjame v nas, medtem ko mi sami ne? Ali je morda krivično od druge osebe pričakovati da vedno naredi prvi korak, medtem ko ga mi nikoli? Kako zelo so naši odnosi uravnovešeni. Fantastično priložnost imamo to videti zdajle. Kaj dobivamo, kaj dajemo. Kaj nam dajo drugi, kaj si dajemo sami. Kaj je tisto, kar pogrešamo v življenju? Kaj je tisto, česar bi si želeli več? In kako si lahko to sami damo? Kajti, ko boste vi sami spoštljivi do sebe, bodo osebe, ki vas spoštujejo, prišle v vaše življenje. Ko boste vi sebe cenili, bodo prišle osebe, ki vas bodo cenile. A veste, če je najemnina za stanovanje recimo 500 evrov, jaz verjamem, da ne boste iz tega čutka hvaležnosti, da je stanovanje super, plačali 1000. Če greste v trgovino in je kila jabolk 2,50 evra, verjamem, da jih ne boste plačali po 5 evrov. Se pravi, če vi sebe ne cenite in ne postavite neke svoje vrednosti dovolj visoko, je neumno pričakovati, da vas bo vesolje, okolica, življenje, vaš partner, vaš nadrejeni, vaši najboljši prijatelji, vaši sosedje obravnavali po kakšni drugi ceni. Da se malo ponesrečeno izrazim. Mi sami dajemo vrednost sebi. Včasih se nam to posreči malo bolj, včasih malo manj, včasih malo pozabimo, včasih smo sami razočarani nad seboj. Življenje ni črno-belo, življenje je sivo. Ampak ponavljam celo leto, da postavljamo resnico letos. In resnica je, da si zaslužite dobro. Resnica je, da si zaslužite svoj najboljši možni potencial, doživeti, izživeti, živeti vsak trenutek. Kajti nismo se rodili zato, da bi bili tam nekje posedeni v kotu. Če bi bil to namen te inkarnacije, potem bi se rodili kot suženj nekaj stoletij nazaj. Pa se nismo. Rodili smo se v okolju, ki vsaj za časa večine našega življenja ni imelo hujše vojne na teh tleh. Moji starši so že doživeli drugo svetovno vojno. Seveda je njihova percepcija življenja zelo drugačna. Verjamem, da večina nas, ki smo zdaj tukaj skupaj, je ni doživela. Bodimo hvaležni, da smo v relativno varnem okolju, ki podpira našo rast, in se zavedajmo, da če rečemo, da je vse izbira naše duše, potem je tudi izbira naše duše to varno okolje. A nam je vse prinešeno na pladnju? Seveda ne. To sploh ne bi bilo smisel. To, da bi bila pred nami rdeča preproga in da bi vse padalo z neba in bi bilo vse easy, mislim, da nekako vseeno ni smisel te inkarnacije. Če je naša karma težka, potem seveda imamo več omejitev kot morda nekdo, ki se ni rodil s težkimi karmičnimi zapisi. To nam lahko numerologija zelo pomaga razumeti te izzive, ki se nam vedno znova ponavljajo. Ali je razlog karma, se pravi, da očitno se je treba še nečesa naučiti, ali so razlog naše lekcije,
Ali pa preprosto naš način delovanja, ko si včasih zakompliciramo life kar sami. In verjamem, da vsi poznamo ljudi, ki so si določene situacije, izzive mnogo otežili in tudi mi vsi smo včasih takšni. Torej, dragi moji, naj bo preostanek letošnjega leta namenjen raziskovanju naših mehanizmov, naših zakaj in zato in predvsem našega potenciala, naših znanj, vseh teh možnosti, ki jih morda sicer nismo videli. Dajmo te tedne pred nami izkoristiti za to, da dvignemo kvaliteto sebe kot človeka, dvignemo naša lastna pričakovanja in vam bom povedala, zakaj je to ključnega življenjskega pomena. Leto 2024 bo obdobje pohitrenega manifestiranja. Naslednje leto bo zelo pomembno z vidika tega, kar ustvarjamo. Se pravi, če je v vaši zavesti občutek krivde, ki govori, da si zaslužite slabo, bo drugo leto to zacvetelo. Če je v vaši notranjosti neka zdrava ljubezen do sebe, ki je do sebe zahtevna, ki si želi učenja, ki si želi biti boljši človek jutri, kot smo danes, potem bo to zacvetelo. Se pravi, na kratko, v naslednjem letu se bo zelo jasno pokazalo, kdo deluje na podlagi nekih sebičnih vzgibov in kdo je resnično tudi že zrel. Torej, dragi moji, 2 meseca je več kot dovolj časa, da določene občutke krivde končno odložite. Da določene stvari končno pozdravite. Da določene bolečine spustite. Razočaranja. In da se preprosto naučite iz njih. Pa vem, da je to tako zelo zlajnano, pa vem, da ko boli, ko smo utrujeni, ko je vsega preveč, da je to težko. In veste, kar nekaj let nazaj ne spomnim se več točno, na katero temo imela članek, ampak celo življenje smo ustvarjali te miselne vzorce, ki jih imamo sedaj. Seveda jih ne bomo spremenili čez noč. Seveda to ne bo lahko. Se pravi, ko govorimo o svoji karmi, o svojih lekcijah, o življenju, ali bo lahko? Ne. Ampak kaj naj ne bi bil naš najboljši odziv? Pa kaj? Kljub temu, da je težko, zmorem. Kljub temu, da je težko, bom uspela. In dragi moji, ko ste se rodili, se je zdelo zelo težko sami jesti žlico, se je zdelo zelo težko navaditi na kahlico, se je zdelo zelo težko zavezati vezalke. Marsikaj se je zdelo zelo težko v našem življenju, kar ne pomeni, da se tega nismo naučili. In če danes pri teh letih ne zmorete, morda pa to ni res. Morda pa je ta resnica samo polovična. Morda ne zmorete na hitro. Morda ne zmorete vse danes. Morda ne zmorete vse tako, kot drugi od vas pričakujejo. Morda vam ni treba. Na koncu bom rekla, zavedajmo se, koliko škode naredijo besede, ki zvenijo podobno. To, da nekaj zmoremo, ne pomeni, da moramo. To, da jaz zmorem iti na Triglav, ne pomeni, da moram iti na Triglav. To, da zmorem odpustiti še eno laž, še eno prevaro, še eno razočaranje, ne pomeni, da moram. Torej, dragi moji, dajmo si v teh 2 mesecih postavljati težko vprašanje. Si naliti tega čistega vina, ki ti pravzaprav gre za vaše življenje, za kvaliteto vašega življenja in prav za nič. Ni v celoti prepozno. Mogoče ne morete iti nazaj v vrtec, mogoče ne boste nikoli več stari 16, vem pa, da imate še veliko več možnosti za srečo pred seboj, kot se zavedate. To velja za vse nas. Čisto vse nas. Tiste, ki so fajn, pa tiste, ki so slabo, pa tiste, ki so mladi, pa tiste, ki so stari. Veliko več možnosti, kot se zavedamo, je pred nami. Dajmo jih začeti raziskovati. Dajmo biti radovedni, odprti, zvedavi in dajmo odložiti tiste razočaranja, zaradi katerih mislimo, da si ne zaslužimo sreče ali pa da enostavno več ni. Dragi moji, jaz mislim, da je to daleč največja laž v naših zapisih. Jaz vam želim čudovit preostanek leta, v katerem se bodo pokazale najlepše priložnosti, možnosti
trenutki smeha in sreče. In saj veste, kar vam najbolj želim, je to, da ste preprosto najboljši možni, najbolj srečni, najbolj radostni izraz vas.